Lepo pozdravljene, drage besedoljubke in drugi. Beseda tedna je strokovnjač. Strokovnjač. Zelo zanimiva beseda. Že na prvi pogled nam pove, da ima opraviti stroko, a ne samo z njo. Bolj pozorno uho v strokovnjaču hitro prepozna skovanko med strokovnjakom in rokovnjačem. Rokovnjač poznamo, Josip Jurčič, bralna značka, pripadnik organizirane skupine roparjev. Torej, strokovnjač bo očitno nekdo, ki zna združiti veščine stroke in rokovnjaštva. Zanimiv je nastanek besede. Ni nastal s preprosto poroko med strokovnjakom in rokovnjačem, ne, strokovnjač se je oblikoval postopoma. Najprej je iz besede strokovnjak nastala beseda strokovnjaček. S to pomanjševalnico smo slabšalno ali pa samo pomilovalno naslavljali tiste strokovnjake, katerih ambicije so daleč presegale rezultate njihovega strokovnega dela. A kmalu smo opazili, da marsikateri strokovnjaček pri svojem strokovnem delu razmišlja predvsem o čeku na koncu operacije. In tu smo dobili dodatno kvaliteto v izrazu strokovnjaček. In ko je postalo že povsem očitno, da strokovnjačke zanima predvsem njihova ekonomska dobrobit, se je tudi izraz strokovnjaček malo ekonomiziral oziroma skrčil ter postal strokovnjač. Strokovnjač je torej nekdo, ki s formalnim kritjem lastne strokovnosti in v varnem zavetju vladajoče politike izvaja visoko profitabilne akcije, specializirani so denimo za večja javna naročila, pri katerih ključno vplivajo tako na strani friziranja razpisnih pogojev, kot na strani dobave in visokih zaslužkov, ki jih seveda varno odvedajo na kakšen karibski otok. Imajo tudi svoj jezik, strokovnjaščino. Je zelo skrivnostna, kot laiki se je lahko zavemo predvsem, ko slišimo pogosto in glasno ponavljanje fraz, kot so: mi na prvi bojni liniji, situacija je hektična, sinergija privatnega in javnega, pa tudi kak arhaizem se najde, denimo T6, čista vest. Jezikoslovci se večinoma strinjajo, da pravi koren besede strokovnjač ni stroka, temveč je to samo del te besede, natančneje ta osrednja žilica, besedica rok, ki se nanaša predvsem na ključni interes strokovnjačev. Rok predplačila, rok dobave, število rok, ki si bodo delile profit, roka, ki roko umije, in pa rok zastaranja primera na sodišču. Pa smo jo, še eno besedo tedna, dali iz rok. Če hočete videti še več posnetkov, od kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subscribete, skratka, pritisnete na gumb spodaj.